Telefon. Danes se zdi tako samoumeven, kaj ne? Ampak ta naprava je popolnoma spremenila svet in način, kako se pogovarjamo. Pa si poglejmo, kako je ta preprosta, a hkrati genialna ideja pošiljanje glasu po žici sploh postala mogoča. No, če malo pobrskamo po izvoru besede, nam postane vse jasno. Tele v grščini pomeni daleč, foneje pa glas, torej glas na daleč. V samem imenu se skriva celotna poanta izuma. Premagati razdaljo, omogočiti, da naš glas slišijo tam, kjer nas ni. Čista preprostost. In tukaj se začne tisto pravo vprašanje, kako za vraga zvok, ki je v bistvu samo valovanje zraka, spravimo v kos kovinske žice in ga pošljemo na drugo stran. To ni magija, ampak res elegantna uporaba fizike. V redu, pa se potopimo v srce te tehnologije. Celoten proces je pravzaprav neverjetno domiseljen in temelji na pretvarjanju energije iz ene oblike v drugo. Poglejmo, kako to deluje. Predstavljamo si to kot nekakšen 5-stopenjski ples energije. Vse se začne z našim glasom. Zvočni valovi, ki jih ustvarimo, zanihajo tanko membrano v mikrofonu. To nihanje nato ustvari električni signal, ki je v bistvu natančen električni odtis našega glasu. Ta signal švikne po žici skoraj s svetlobno hitrostjo. Na drugi strani, v sprejemniku pa se zgodi obraten proces, električni signal znova zaniha membrano, ta pa ustvari zvok. Torej, gre za pretvorbo. Akustična energija v električno in spet nazaj v akustično. Genialno! In to so bile te slavne prve besede, ki so uspešno prepotovale žico. S tem preprostim stavkom se ni zgodil le klic pomočniku, rodila se je nova doba komunikacije. To je bil trenutek, ko je teorija postala resničnost, ki jo je bilo mogoče slišati. Ampak, kot pri mnogih velikih izumih, zgodba ni tako preprosta. To ni bila zgodba enega samega genija v delavnici. Ne, to je bila napeta tekma, prava drama, polna inovacij in ostre konkurence. Poglejmo si tole časovnico, ker je res neverjetna. Že leta prej je bil Antonio Meucci na pragu uspeha, a mu je zmanjkalo denarja za patent. Potem pa se zgodi usodni 14. februar 1876. Na isti dan sta tako Bell kot njegov tekmev Elisha Gray vložila svoje prijave na patentni urad. Ločilo ju je le nekaj ur. In ker je Bellova prijava prispela prva, je on dobil patent, ki je zavedno spremenil svet. Res, zgodovina včasih visi na nitki, oziroma na nekaj urah. Telefon sam po sebi je bil seveda čudež, ampak kaj ti pomaga, če lahko kličeš samo eno osebo? Prava moč se je sprostila šele, ko so posamezne naprave začeli povezovati v omrežje. Poglejmo, kako je to potekalo. In tukaj na sceno vstopi madžarski inženir Tivadar Puskasht s telefonsko centralo. To je bila res revolucija v revoluciji. Predtem je bil telefon povezan samo z eno drugo napravo. Puskasov izum pa je omogočil, da se je lahko vsak telefon povezal z vsakim drugim v omrežju. To je bil temelj za globalno mrežo, kot jo poznamo danes. Seveda je bil naslednji korak avtomatizacija. Na začetku je bilo treba poklicati operaterja in ga prositi, naj te ročno poveže. Sistem je bil počasen, odvisen od razpoložljivosti in, odkrito rečeno, brez zasebnosti. Potem pa je Elman Brown Strowger izumil avtomatsko stikalo. Poglejmo razliko. Hitrost, zasebnost in možnost širitve v ogromna omrežja. To je bil preskok, ki je telefoniranje naredil resnično, osebno in učinkovito. In zdaj nekaj, česar morda niste vedeli. Globalna zgodovina telefona ima tudi izjemno zanimiv in pomemben slovenski pečat. In to ne kakšenkoli, ampak oblikovalski. Piše se leto 1976. Slovensko podjetje Iskra in oblikovalec Davorin Savnik svetu predstavita nekaj posebnega. To ni bil samo še en telefon. To je bil ETA 80. In ta telefon je postal prava globalna zvezda. Njegova elegantna, skoraj futuristična oblika je bila tako privlačna, da je postal eden najbolj kopiranih telefonov v zgodovini. Dobil je celo prestižne nagrade za oblikovanje. Ampak najlepše je to, kako so se ga uprijela ljudska imena. Fittipaldi zaradi dirkaške oblike in seveda palačinka zaradi nizkega profila. To pove vse o tem, kako blizu je prišel ljudem. Seveda pa se zgodba tukaj še zdaleč ni končala. Nato je prišel internet in popolnoma spremenil pravila igre, tudi pri prenosu glasu. In to nas pripelje do današnjih dni. Ključni preskok je bil iz analognega v digitalno. Stari sistem, ki mu rečemo POC, je pošiljal en neprekinjen električni signal po bakrenih žicah. Predstavljamo si ga kot eno cesto samo za naš glas. VoIP po drugi strani pa naš glas razbije na tisoče majhnih digitalnih paketkov in jih pošlje po informacijski avtocesti.
internetu. In to ni pomenilo le cenejših klicev. Pomenilo je, da smo lahko združili glas, video, sporočila in vse ostalo v eno samo storitev. To je temelj naših pametnih telefonov. In tako smo prehodili celotno pot, od preproste ideje o glasu na daleč do naprav, ki nosijo ves naš digitalni svet v žepu. Prvotni namen telefona je bil zmanjšati razdaljo med ljudmi. Vprašanje za danes pa ostaja. Ali smo s to nenehno povezanostjo resnično bolj povezani, ali pa smo morda ironično med seboj ustvarili neke nove, nevidne razdalje?